Prav lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Iz Stožic pred obračunom Olimpije in Celja smo. Zadnji obračun teh dveh moštev pred slabimi 3 meseci je bil odločilen na koncu za naslov državnega prvaka v lanski sezoni. Elšnik ga je tam počakal, pa lep prenos igre na drugo stran, kjer ima Ljaskov vendarle nekaj prostora. Pa tudi Marin zdaj preigrava. Olimpija je takole z desne na levo stran vse skupaj uspela izpeljati, na koncu pa Ivanović. Prvikrat v letošnjem državnem prvenstvu v prvi postavi. Že poskušal je s strelom Marin, lepo se je otresel Marin. Čaršič tokrat na močnem branilskem položaju, pa Elšnik se je odločil za strel trenerja Kosiča. Pri Olimpiji se ogreva tudi Matic Fink, ki se vrača po poškodbi. Zdaj je poskus v kanskem prostoru. Ja, tole je bilo zelo nevarno. Zelo nevarno. Ja, tole pa je zdaj nevarno. Tole je nevarna akcija. Dangubić se je odločil za strel. Dangubić mimo vrat Freliha. Ante se nedvomno želi prvega zadetka v letošnji sezoni zelo močno. Vukušić nevarno in Rozman se je znova izkazal. Ja, zvito, vendarle. Kajmakov podaja v sredino. To je bil lep poizkus in žoga tudi v mreži. Gol pa Miral Samardžić, prvi gol. Ja, bil je tukaj že. Prvi gol v prvi slovenski nogometni ligi in to zelo atraktivno Miral Samardžić, ki je zdaj obležal na tleh. Celje enostavno ni zdržalo. Miral je bil že kar nekajkrat v teh napadalnih akcijah in Kako se mu je spremenilo razpoloženje od tistega jezdnega Samardžića do tega nasmeha zdajle. 85. minuta. Ogromno kotov je imela Olimpija in pa tale res atraktiven gol. Da, pa definitivno da smo znali da oni su izuzetno neugodna ekipa iz kontre i iz nekih brzih tranzicija. Isto tako da su dosta motorični i u svakom slučaju smo uspjeli složiti nekako i tu strukturu da nam bude lakše braniti te kontre i da uspostavimo neku kontrolu koja nam je uspjela drugi dio i iz tih silnih centaršuta, kornera, iz tog nekog pritiska i donijeti na kraju taj gol. Preljep gol Samardžića koji je u biti nam donio jako bitna i važna 3 boda. Ja, gledali smo čvrsto tekmo, trdo, pravzaprav nekih velikih priložnosti ni bilo. Ko se je tekma lomila, ko smo imeli 2-3 situacije, kjer bi lahko nekako bolje zaključili, tega nismo izkoristili. Na drugi strani s prvim polčasom smo bili nekako zadovoljni, vendar pa na koncu se je tako izteklo, da kar nekaj motilo me je to, predvsem, da so imeli Ljubljančani kar nekaj standardnih prekinitev in ene od teh pač nismo uspeli rešiti in zmaga je šla v Ljubljano.